Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, sami zelo dobro veste, da v življenju vsakega izmed nas ima znanje zelo pomembno vlogo in če ga želiš izkoristiti, pravzaprav se učiš do konca življenja. 60 let praznuje Ljudska univerza v Murski Soboti. Družba, bom kar takole povedal, družba znanja. In v teh 60 letih je seveda tukaj se izobrazilo lepo število deželanov v Muri in pogovor bo danes z direktorjem Dejanom Dravcem. Najprej seveda iskrene čestitke. 60 let to je jubilej, ki takole v človeškem življenju ni majhen. Svoj čas smo rekli, kdo je star 60 let, je že star. Ampak Ljudska univerza Murska Sobota daleč od tega. Hvala za besedo. No, se strinjam z vami. To najhitreje ugotoviš tako, kaj pomeni 60 let zgodovine, ko pričneš malo kopati po arhivih in iščeš informacije za nazaj, ker normalno nekje v zadnjem desetletju imamo seveda arhive digitalne, kar pomeni, da stvari, ki jih iščeš, precej hitro najdeš. Ko pa pride do vprašanj, ki so se odvijala v 60-ih, 70-ih, 80-ih, pa hitro ugotoviš, kako velike arhive imaš zaradi preteklosti, kako je mogoče težko in časovno, dolgotrajno najti kakšne informacije. Tako da ja, v tem segmentu hitro dobiš občutek teže dogodka in občutek teže tradicije, ki ustanovo nosi. Tu bi dodal tudi to, da se recimo zavedamo, da smo prav v obdobju, ko postajamo večgeneracijska ustanova, kar pomeni, da bomo v roku nekaj let prišli v obdobje, ko bomo vsi zaposleni mlajši od ustanove, v kateri delamo. Kar pomeni, da tudi vsi, ki bodo prišli za nami, bodo delali v ustanovi, ki bo starejša od vseh, kar meni kot pač trenutno odgovorni osebi ustanove nalaga še večjo odgovornost, da ustanova mora preživeti in uspešno delovati tudi naslednjih 60 let. V pravem pomenu ljudska, kaj ne? Ne nazadnje, tisti začetki izpred 60 let so dobesedno bili začetki z ljudmi, namreč izredno pomembna vloga v sistemu vzgoje in izobraževanja, pa ne samo morda samega izobraževanja, kajti tukaj so se začele razvijati osnovne spretnosti, medgeneracijsko prenašanje nekaterih znanj v deželi ob Muri na mlajše. Vemo, tisti, ki smo malo spremljali teh 60 let, da ste pravzaprav začeli z nekimi tečaji za podeželje in šele potem zlagoma so prišli tista prva zanimanja za tuje jezike in tu se je pravzaprav potem začel razvoj tisti dobesedno Ljudske univerze v Murski Soboti. Tako, 29. decembra leta 1960 je takratni občinski zbor ustanovil Zavod za izobraževanje odraslih, ki se je imenoval Ljudska univerza Murska Sobota in imate povsem prav. Pričelo se je pač s take vrste zelo življenjskimi praktičnimi tečaji, kot je recimo kaki zelenjadarski tečaj pa tako naprej. In potem mislim, da tam, koliko sem razbral iz zgodovine, šele tam 6, 7, 8 let po ustanovitvi so prišli prve strokovne vsebine. Preden prijava na tuje jezike bi dodal še to, da se moramo zavedati, da v tistih časih marsikatera vas ni imela elektrike, posledično ni imela občil, se pravi ni imela vsak dan časopisa, televizije, prirok in tako naprej. Tako da je Ljudska univerza dejansko organizirala predavanja posameznikov po vaških gasilskih domovih, ki so dejansko predavali na temo aktualno. Recimo, kaj se dogaja v svetu, kaj se dogaja okrog, ker če se malo postavimo v kožo človeka, ki je živel nekje na vasi v Pomurju v 60-ih, dejansko ni imel nekega stika z širšo realnostjo in je rabil na vsake toliko nekoga, ki ga je malo opismenil o tem, o nekih svetovnih dogodkih. Kot ste pa rekli, pa moram reči, da ko so prišli tuji jeziki, mislim, da je tudi še to bilo v 60-ih, so bili takoj popularni in so dejansko bili popularni celoten obstoj tega zavoda in so, bi rekel, še vedno eno najbolj iskanih tem dejavnosti ustanove. Mogoče bi še dodal to, da recimo, če se preseliva v 70-ta, je Ljudska univerza imela pomembno vlogo pri takratnem izobraževanju delovodij in tehničnih izobražencev, ki so pozneje nosili najodgovornejše mesto v Murski Soboti in okolici, kar pomeni, da je dejansko Ljudska univerza bila eden primarnih izobraževalcev kadra, ki je zadeve v lokalnem sistemu vodil.
Potem je seveda naslednji zelo pomemben segment, recimo vloge ustanove v lokalnem okolju, je po osamosvojitvi, ko je bilo od Evrope določeno nadoknajanje izobrazbenega primanjkljaja, ker seveda po osamosvojitvi recimo stopnja izobrazbe Slovencev ni bila na nivoju Evrope in je bilo potrebno pospešeno delati srednje šole, fakultete in tako naprej. Tako da je potem tudi v tem segmentu Ljudska univerza imela pomembno vlogo pri pridobivanju formalne izobrazbe ljudi v lokalnem okolju. Tako da bi mogoče lahko rekel, da mogoče še danes imamo kakega človeka na odgovornem mestu, ki je v bistvu se izobrazil pri nas, ne? Tako da smo dejansko zelo ponosni na ta efekt vpliva na okolje. Zdaj pa recimo, če se pa preseliva še danes, da bo kontekst postavljen, danes pa smo Ljudske univerze zelo usmerjene v neformalno izobraževanje, ker imate recimo danes nekaj, kar je bilo recimo tudi nam, ki tu delamo 10 let nazaj, neka krilatica, imenuje se vseživljenjsko učenje. Je danes to zadeva, ki je dobila zelo konkretno podobo, namreč vemo, da danes ni več praktično se odločiti živeti življenje, ko recimo doštudiraš, pa se zaposliš in potem si 35 let isti, kot je to rado bilo, ampak se moraš skozi življenje izobraževati, tudi kot odrasel, moraš se prilagajati na trg dela, moraš pridobivati nove kompetence in pač zato smo mi prvi. Pomen ozaveščanja pravzaprav in informiranje o tem, da je treba tole znanje nadgrajevati, da se pravzaprav učimo do konca življenja, da pravimo sedaj, ko se tudi demografska slika spreminja, ko tudi upokojenci so aktivni, se izobražujejo tako z računalnikom in tako naprej, da je to bila rdeča nit pravzaprav Ljudske univerze v Murski Soboti, prav to ozaveščanje in ljudi informirati o tem, da je potrebno nekaj narediti zase in za svoje znanje. Na tej točki moram izpostaviti, da imamo v Ljubljani strokovnega vodjo izobraževanja odraslih, se pravi, ki bi rekli temu strokovno opismenjuje zaposlene po ljudskih univerzah in določa tudi neke strokovne teme in premike skozi čas takih ustanov, ki ima en dogodek na letnem nivoju, ki se imenuje Teden vseživljenjskega učenja, ki je recimo institucionalni dogodek, ki poteka po celi državi enkrat na leto v določenem obsegu časa, ki namenoma promovira vseživljenjsko učenje. Drugače pa to delamo tudi sami, namreč imamo zdaj že zelo razvito dejavnost svetovanja in usmerjanja in informiranja v izobraževanju odraslih, ki je dejansko medijsko v lokalnem okolju zelo prisotno v okviru ISIO svetovalnega središča, ki je prav tudi temu namenjeno, da osvešča ljudi o pomenu izobraževanja, kje to lahko pridobijo. Se pravi, tudi znotraj ustanove imamo zelo usmerjeno izdelan sistem vsakega, ki bi rad nadaljeval svojo izobrazbeno pot, da pride k nam in se pri nas informira pri svetovalcih, ki so posebej za to usposobljeni. Dobrodošli tudi tisti, ki bi kaj radi in ne vedo, kaj točno bi radi, ne? Ker mogoče si bodo lahko z našo pomočjo to zgodbo domislili in nekako se osredotočili in si določili cilje, kam bi radi prišli. Tako da se pravi, ni naš namen samo, da izobražujemo, ampak tudi, da osveščamo prav o tem, kar sem vam rekel, da ni dobro ostati na mestu in stati na mestu, ampak se skozi življenje izobraževati, si z našo pomočjo iskati vire za to, ali vire, kje dobiš izobrazbo, velikokrat pa tudi vire, kako se da to sfinancirati, kar bi rad. Tako da pristopamo vse bolj sistematično, verjamem pa seveda, da se bomo z leti še bolj izboljševali in bomo še bolj ciljno in konkretno usmerjeni, da bo zadeva še bolje tekla in še bolj koristno za uporabnike naših storitev. O kakovosti ima morda kasneje, seveda visoka kakovost, pa predvsem odzivnost. Hitra odzivnost, to je verjetno prednost ne samo vaše, tudi drugih ljudskih univerz. Namreč izzivi sedanjosti vsak dan se spreminjajo, recimo so samo en primer, recimo morda migracije, prilagajanje večkulturnosti, ki je v Sloveniji nekako kot popek Evrope, nekje. Tudi to je verjetno eden od tistih parametrov ali pa bom rekla atributov za prihodnost, ta hitra odzivnost, prilagajanje s programi na nove izzive, na nove zgodbe.
Ta odgovor na to vprašanje ima v resnici več nivojev. Prvič je vsekakor to, da za razliko od klasičnega šolstva smo mi zagotovo najbolj fleksibilni izobraževalni zavodi v Sloveniji. Je pa tudi razlog v sistemu funkcioniranja za to, namreč Ljudska univerza se ne financira iz proračuna v tipičnem smislu, kot se financirajo osnovne in srednje šole, kar pomeni, da če si odgovorna oseba take ustanove kot je Ljudska univerza, nimaš opravka samo z vsemi segmenti vzgoje in izobraževanja. Pri nas imaš tudi pomemben segment poslovodenja. To pomeni, da se Ljudske univerze večinoma financirajo projektno in lahko izvajajo vsebine, ki jih pridobivajo na projektih. Te vsebine, ki jih pridobivajo na razpisih, so ponavadi oziroma v veliki večini primerov določene z nekimi prioritetami Evropske unije, recimo kje se ugotavljajo primanjkljaji, kaj je potrebno, recimo v našem primeru smo v zadnjem desetletju, tu nekje približno, zelo osredotočeni na ciljno skupino 45+, s tem se nanašava na odgovor od prej, da ni dobro ostati vedno isti in pač se zaposlim pri 27 in potem do penzije to. Ker se pač na trgu dela zahteve hitro spreminjajo, moraš si pridobivati nova znanja, moraš se razvijati. In v tem segmentu smo na nek način, ker se prijavljamo na te razpise, smo zelo določeni z neko politiko Evropske unije in države. Tako da dejansko je tudi ta način funkcioniranja nas drži v kondiciji, nas drži fleksibilne in seveda se tudi prilagajamo na kakršnekoli možnosti v okolju, na katere se prijavljamo, tudi recimo programe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer se pač odzivamo na potrebe, ki jih ta institucija izkazuje in se seveda prijavljamo na stvari, ki jih mi lahko izvedemo. Normalno za vsako stvar ocenimo, če jo lahko izvedemo, če imamo resurse ali ne. Tako da v bistvu že cel segment načina delovanja ustanove skrbi za to, da smo fleksibilni in za konec bi tudi rekel, da smo zelo ponosni na to, da je to tako, zato ker nam to dejansko s časom ugotavljamo, da posledično zaposleni nevede pridobivamo bistveno več kompetenc delovnih in pač rekel bi kompetenc iznajdljivosti, ki nas ohranja fleksibilne, prilagodljive in odzivne na nove situacije. Tako da bo tudi mogoče še tu bi dodal to, s 1. januarjem prihaja nova finančna perspektiva in tu zdaj je še seveda do neke mere vprašanje, kaj bomo lahko vse ljudem ponujali v novih 7 letih. Zato, ker vemo zdaj, da se pač so dogovori pri šefici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, kjer se že veliko o tem govori, da bo veliko denarja za zdravje. Tako da recimo kot odgovorna oseba ustanove, zdaj že nekaj časa razmišljam, da predvidevam, ampak ne vem še, predvidevam pa, da bomo recimo v naslednjih 7 letih imeli kar več nekih programov na temo zdravja, fizičnega in duševnega, ne? Ker bo pač treba urejati pokoronsko realnost, predvidevamo, da bodo na to temo razpisani razpisi, na katere se bomo prijavljali, tako da se v bistvu v tem segmentu, v tem kontekstu, kar sem zdaj razlagal, se potem prilagajamo na realnost, ki prihaja vedno znova. Tako da v tem segmentu smo zelo, zelo različni od klasičnih šol, ki pa normalno delujejo bolj kot mastodonti. To seveda ni krivda zaposlenih po šolah, ampak je to dejansko neka neodzivnost in okornost ogromnega šolskega sistema, ki počasi uvaja spremembe, ker pač mora iti preko veliko segmentov. Pri nas pa to do neke mere poteka precej hitreje. No, ko sva sedaj bila pri Evropski skupnosti v navezavi, sodeč po povedanem, Dejan Dravec, direktor Ljudske univerze Murska Sobota, ste neki indikator, tisti, ki hitro se zna prilagoditi potrebam in na to tudi v državi računajo, da ste bolj fleksibilni, da hitreje dojamete situacijo nastalo. Številni projekti, kot ste dejali, predvsem pa primeri dobrih praks, pa sedaj se vrnemo na lokalno povezovanje z različnimi inštitucijami, partnerji v lokalnem okolju. Tudi to je seveda tista prednost, na katero se hitro odzivate, potrebe, mursko-soboškega gospodarstva ali nečesa, to znate zelo hitro realizirati in tudi kakovostno, kvalitetno. To je en proces, to ga moram izpostaviti, ker pri tem nismo sami. Najprej bi izpostavil, da nismo edini, ki smo fleksibilni faktor, dejansko sem lahko preštejemo vse, recimo regionalne razvojne agencije in ustanove, ki funkcionirajo na podoben način kot mi, projektno.
Po drugi strani je pa to ena zanimiva zgodba, ne sprašujte me o imenih institucij, bom recimo tako splošno opisal. Jaz bi rekel, v zadnjih 10-15 letih se nasplošno dogaja premik od tega, da recimo neka institucija obvladuje svoje področje in vse druge institucije, ki bi rade z institucijo sodelovale, vidi kot potencialnega nasprotnika, ki se ji bo spravil na njen trg, v njeno področje in ga je treba odriniti. Ampak v teh zadnjih 10-15 letih smo se naučili, da se je nasprotno treba povezovati z deležniki. Namreč nasplošno v teh projektih, sploh državnih, smo zelo povezani, recimo Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, prej ŠIM Ljutomer, ki ga več ni, danes pa Gimnazija Ljutomer, ki je zelo, zelo dober partner, recimo, ker ne morem reči za enkrat še vsaj, da so klasične šole tako zelo projektno iznajdljive, kot so neke druge institucije, ampak moram pohvaliti Gimnazijo Ljutomer, da je zelo, zelo aktivna in zelo profesionalna. Potem bi dodal še nevladne organizacije, kot recimo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, ki je tudi naš partner. In hočem vam povedati, da v bistvu to povezovanje te v bistvu dela močnejšega. Povezovanje z gospodarsko zbornico, povezovanje z obrtno zbornico, pretekle izkušnje dela s podjetji, da se potrudiš, da so zadovoljni, ker dejansko, ko so podjetja zadovoljna s tabo, si to šteješ vedno veliko čast, ker so pač podjetja zahtevna, zelo so ciljno usmerjena, zelo dobro znajo, kaj bi radi in zelo dobro vejo, kaj ne bi radi. Tako da je v nekem segmentu mentalitete je seveda razlika med privatnim sektorjem in javnim sektorjem. In meni se zdi zelo podobno, da smo kot predstavniki javnega sektorja se sposobni mentalitetno prilagoditi na potrebe privatnega sektorja, ker to ni vedno enostavno. In je to neka zgodba in ta proces preobrazbe se ne zgodi v enem dnevu, ampak traja. Tako da verjamem, da bomo tudi v prihodnje na tem delali in da bomo tudi v prihodnje uspešni. Napake se pa seveda dogajajo, ne? Ker tisti, ki dela, tudi greši, tisti, ki pa nič ne dela, se pa ne more zmotiti. Ne? Torej, Dejan Dravec, tudi za prihodnost verjetno vztrajate na kvaliteti seveda vašega zavoda oziroma ustanove in predvsem na ustvarjalnosti, ne? To je tisto, kar nekako da potem tisto končno sliko. Nenazadnje pa v preteklosti LUMS, organizacija, ki je zmeraj nekako intenzivno se prilagajala družbenim spremembam, kar sva že poprej povedala, in to potrebuje, ne veste verjetno podatka, pa nišče ga ne ve, tisto enormno število uporabnikov, ki so šli skozi vaše izobraževanje, ne? In so bili zadovoljni, kajti dejstvo je, to pa moramo reči, tisti, ki enkrat stopi na pot LUMS-a, ne, običajno ostane. Če je dobil neko osnovno izobraževanje pri vas, primer dobre prakse, ki želi in ki ima neke cilje, neko vizijo, ki mu jo tudi vi svetujete, potem nadaljuje na vaši poti še do višje stopnje. Tu je ena zelo specifična zadeva, ki ste jo zdaj omenili, pa bi jo bom z veseljem omenil, namreč nasplošno se izobraževanje odraslih, se pravi kot cel sektor, na čelu z ministrstvom in dol, časovno oziroma skozi čas ukvarja z eno težavo, s katero bi zdaj rad naslovil tiste, ki to gledajo in imajo mogoče kakšne negativne izkušnje iz preteklosti, namreč to, kar vemo in je sistem. Vsi tisti, ki so bili dobri učenci, pa recimo v srednjih letih rabijo dodatno znanje, recimo kak jezik, kako recimo digitalno pismenost, finančno pismenost, tako naprej. To so vse ljudje, ki z lahkoto pridejo v naše učilnice, vsi svoje poberejo, ker obvladajo temu, recimo, rečemo temu učenja, ne? Vedo, kako se učiti, imajo pozitivno izkušnjo z učenjem in si samo pridobijo, kar jim še manjka. Tisto, kar je pa sistemsko pomembno nasloviti pri tem vprašanju, kar bi rad, da ljudje slišijo, je pa to, da je težava v mentaliteti ljudi, ki imajo recimo iz šole negativne izkušnje. To so ponavadi nižje izobražene osebe. In tu obstaja ena sistemska težava, kako te ljudi motivirati, da pridejo v razred, ker pričakujejo isto, kot so že doživeli. Da bo naporno, da jih bo nekdo kregal, da bodo dobili šus, da bodo recimo tam, če se vrneva recimo v mojo osnovno šolo, mogoče še dobili kredo v glavo, ne? In hočem povedati, da je to vse zelo drugače. Učitelji so zelo participativni, vsi se zavedamo, da je človek prišel sem, ker si rabi pridobiti znanje, se pravi, pomaga se mu.
Se pravi, zelo apeliram na take posameznice in posameznike, ne rabite imeti tega strahu, nihče vas ne bo pretepal, nihče vas ne bo preganjal, nihče vam ne bo pisal neopravičenih ur. Namen je, da se v bistvu usposobite, da si pridobite znanje, pridobili boste vso podporo in da sami v sebi naredite ta preboj tega strahu, ker v bistvu strah hromi. In ko se tega strahu osvobodiš, dejansko lahko ne samo pridobiš znanje, ampak tudi zacvetiš dobesedno v paradigmi vseživljenjskega učenja in že dejansko že v roku nekaj let si lahko bistveno bolj usposobljen, kot se recimo v točki časa danes. Dejan Dravec, govorili ste o finančni perspektivi, nova se nam obeta od leta 2021-2022 naprej. Bo to kakšno spremembo prineslo, namreč 16 do zdaj, oziroma do prihodnje finančne? Pričakujete morda kakšne težave, drugačno financiranje ali morda celo kakšno prestrukturiranje glede tega? Tako je, hvala za to vprašanje, ker je zelo pomembno za to vrstne institucije, ki se financirajo tako kot mi. Namreč ob vsakem prehodu finančne perspektive pride do tega, da se projekti, ki so v teku, zaključijo, ker se morajo, ker je to povezano s koncem finančne perspektive. Morajo se razpisati novi razpisi za dejavnosti, ki jih Evropska unija določi. In problem tu lahko nastane, da pride do časovnega razkoraka med zaključkom enim in začetkom drugih, kar pomeni, da lahko pride do težav s financiranjem ustanove. Kar pomeni, da je potem samo vprašanje, kako hitro Evropska unija in država uredita stvari. Tako majhen je razkorak med zaključkom enega in začetkom drugega in manjši je razkorak med obema, bolj varno je delovanje ustanove, več časa traja razkorak, hujše je in tudi v preteklosti smo mogoče imeli že kak primer propada kakšne ustanove, ki se projektno financira, prav zaradi tega, ker je odgovornost bila dejansko nekje drugje. Pri establishmentu, pri sistemu vzpostavljanja nove finančne perspektive, ki je zamujal in seveda si nad vse želim kot odgovorna oseba, da bi imeli čim manj težav, ker do neke mere težave bodo, vprašanje je samo kake, ker odgovora na to še nimamo. To bomo videli v naslednjih 2-3 letih. Vse skozi potrebujemo izobraževanje, kaj ne, Dejan Dravec, direktor Ljudske univerze Murska Sobota, pa ne samo na delovnem mestu, tudi v družini, v prostem času, vse to je sestavni del tudi procesa izobraževanja in traja pravzaprav do konca življenja, tako kot sva v začetku povedala, pravzaprav tako dolgo, dokler smo ljudje dejavni. Torej, še veliko izzivov vas čaka na poti v prihodnost, kot ste dejali. Iskrene čestitke za 60 prižganih svečk na torti. Praznovanje letos zaradi razmer pač ne bo takšno, kot ste ga verjetno tudi načrtovali, pa vendar, to je jubilej spoštljivosti, hvale vreden in seveda v zahvalo vsem tistim, ki so šli skozi proces Ljudske univerze Murska Sobota v toku izobraževanja in vsega drugega. Zahvala vaši ustanovi, vašim sodelavkam in sodelavcem, ne smeva pozabiti na nje, ki so v teh 60 letih sestavili konglomerat izobraženih ljudi v deželi ob Muri. Tako. Jaz bi to dobro, da ste omenili, namreč to čestitko moram prenesti. Pozabila sva še en zelo pomemben segment, namreč jaz čestitko nikakor ne morem vzeti osebno, ampak kot ste rekli, zaposleni, še posebej pa zunanji honorarni učitelji, ker so oni tisti, ki imajo v procesu izobraževanja neposreden stik z udeleženci in ko ima udeleženec odličen vtis v ustanovi, ga ima zaradi stika z organizatorjem izobraževanja odraslih, ki je zaposlen na Ljudski univerzi, in z učiteljem, ki je tisti, ki mu znanje predaja, ki pa je vedno od zunaj najeti honorarni kader. Tako da v bistvu segment teh dveh elementov, pa danes, kot sem prej omenil, tudi svetovalec po potrebi, ki pač človeka usmeri, da je to neka triperesna deteljica tistih segmentov dela z udeležencem, ki poskrbi za to, da je udeleženec zadovoljen. In mora tako biti tudi v prihodnje. Vse dobro v prihodnosti, veliko uspehov, kmalu bomo tudi iz te krize sedanje, ki nas je v letu 2020 ujela in takrat novim zmagam naproti. Dejan Dravec, direktor Ljudske univerze Murska Sobota, hvala za tale pogovor. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda novo spoznanje in malce
Morda boste pobrskali vi, kdo iz vaše družine, kdo od sorodnikov je tudi pridobil kakšno znanje v procesu izobraževanja Ljudske univerze Murska Sobota. Srečno do prihodnjič.